Kaj je najtežja služba na tem planetu? Je to delo na oljni ploščadi ali pa morda pogumno reševanje iz ognjenih zubljev? Kako sploh definiraš težko službo? Je to konstanten stres, da z eno odločitvijo, zdravilom ali napačnim rezom končaš nekomu življenje? Ali morda, da tvoje življenje ugasne sredi oceana, ko loviš hrano za druge? Čeprav so vse omenjene službe spoštovanja vredne in naporne, pa sva po najinem mnenju v Indoneziji odkrila povsem novo raven žrtvovanja, boja za preživetje in definicijo težkega dela. To so moški, ki svoje zdravje in telo postavljajo na črto z enim samim namenom, da lahko priskrbijo hrano za svojo družino. Z današnjo zgodbo te odpeljava med dim in ogenj, kjer ti bo prikazala dvoličnost indonezijskih vulkanov. Na eni strani krasne poglede in naravo, na drugi pa trpljenje in grozote. Skupaj si bomo pogledali, kaj ponuja ekskurzija po vulkanih Bromo in Ižen in kako je ta izlet popolnoma spremenil najin pogled na to idilično pokrajino. Ampak začnimo na začetku. Dobrodošli v vlogu po aktivnih vulkanih Indonezije. Najina pustolovščina se začne, kjer smo prejšnjič končali. Po prihodu v Probolinggo z vlakom naju je tam že čakal džip, s katerim smo se povzpeli do najinega premočišča v bližini vulkana Bromo. Kot vidite, se je že stemnilo in niti približno nisva vedela, kje se peljemo. Bonč, tole je pa noro. Ta vožnja je pa res čist. What? Zdaj smo se v bistvu prestavljali iz vlaka v avto in se vozimo po najbolj ozki vijugasti cesti in cel cajt, že 1 uro se vzpenjamo. Zdaj smo pa lih prišli. Okay. Slav squad! Naj tok zebe, pač to je pa nenormalno. Pa uspeli smo se iz tiste nenormalne vročine na 2200 metri in v bistvu zunaj je 11 stopinj. Se pa nahajava tik pred vzpetino na vulkan Bromo, ki si ga gremo z jutrišnjim dnem pogledat. Danes je bil spet en tak zelo tranziten dan, pač te razdalje na otoku Java so enormne, tako da ja, spet sva cel dan porabila za tranzit, ampak jutri pa novim dogodivščinam naproti. Sva pa zdaj prišla v najin mičkan raj, pa bi vam ga zelo rada pokazala. Full-fletna soba. Okay, zdaj samo poslo pa to niti ni toliko narobe, pač soba sicer malo majhna za vse to najino kramo, malo bolj me moti, da je visok strop, ker pomeni, da gre ves to po zrak gor in je mrzo tle dol, da že ni toliko dosti mrzlo. Ampak poj, prav dragulj. In pa kopalnica. Kopalnica je pa res dragulček. Prva stvar je tale tuša, ne? Če pogledam na tuš, je to. Tuš in WC v enem. WC? Če pogledamo WC malo bolj, vidite, da je že kar mokr, kar pomeni, da kdaj se je nazadnje tlele en tuširal, verjetno mogoče par ur pred nama, ne veva, ker po moje niti ne izhlapeva tle. Ja, smrdi po vlagi zaznor, to je prav tist pristen von. Mila itak ne poznavajo svojo mogla midva svojega naštimati. Potem je pa odtok za tuš in za tole. To ne gre kaj not v steno, vse gre potem tam spodaj. Vse ne rabiš, daj pokaž. No, sprava ne odpremo vodo. Sam da se voda teče. In evo, lepo lije tamle po tleh in gre lepo potem noter v odtok. Lušten. Topla voda, pri 11 stopinjah, kaj je to? Ne, samo pač eno. Odpreš mrzla voda, to je to. A ti hočeš meni reči, da ta tuš tudi nima tople vode? Zna se zgoditi, ne bom pa trdil. No. Ka voda tle ven teče, ledeno mrzla. Ja, tako da, ne vem, plus jaz sem naredil še eno ogromno napako, ki sem prinesel samo eno jopco na to potovanje, ki jo imam že od začetka, tako da očitno bomo malo svinarji ene 2 dni. No, jaz se upravičujem, ker se tale kamera po mojem tok trese, sam mene res zebe. Da se razpakirati pa jed nekaj konkretnega pojesti. Ja, že cel dan nisva nič jedla, razen tiste snekse. Ja. Pežba. Jaz ne vem, če sva prej uspela povedati, ta soba nima gretja, nima radiatorja, nima klime, nič s čimerkoli bi se ogrel. Mrzel je kapra. In zdaj je Alex šel po tuš, sem ga poslala, da gre testirati tuš. In ugotavljam,
Da ni tople vode, valjda, itak da je ni, a ne? Ledena voda z vulkanov. Kaj da ga in kole. No, jaz ne grem pod tuš, je že v redu. Po celem dnevu sva prišla do hrane. Spet je variš. To je moto tega potovanja. Je pa to Pončova prva hrana, konkretna. Prva resna hrana. Po 3 dneh se mi zdi. Tako da ja, najej se Ponč, pa greva pa hitro spat. Ja. To je že 3. dan vstajanja ob brutalni uri in sicer zdajle je ura 2:30 zjutraj in midva čakava, da naj jo prevzamejo z džipom, da gremo na vulkan Bromo. Že ta izkušnja z džipi je zanimiva. Vožnja poteka v čisti temi nekam visoko v hrib. Vse, kar vidiš, so desetine luči, ki se v koloni vzpenjajo skupaj s tabo. Toliko džipov, kot so jih videla tukaj na enem mestu, jih nisva še nikjer. Mi smo se zdaj povzpeli v bistvu na soseden hrib in pričakujemo sončen vzhod s pogledom na vulkan Bromo. V bistvu nahajamo se kar na 2774 metrih nadmorske višine. Tako da smo noro visok, ful je mrzlo, 4 stopinje je in pa kar 80% vlažnost, tako da zelo vlažen. No, ampak kdo čaka tlele zdaj? Mi dva. Lepo bo. Na potopisih zelo rada postavlja vprašanje, kater izmed teh stožcev je vulkan Bromo. Evo, za sekundo ustavlja video in hitro napiši v komentar tvojo predikcijo, ali je to vrh 1, 2, 3 ali 4. Bova počakala. Si? Super, gremo naprej. Bromo se nahaja v Semeru-gorski verigi nacionalnega parka Bromo-Tenger-Sumeru. In če si odgovoril, da je Bromo številka 4, si se zmotil. Stožič številka 4 je Mont Sumeru, najvišji vrh ne samo izmed teh izbrancev, ampak tudi najvišji vrh Jave s kar 3676 metri. Kaj piškec? Lepo je, je bilo vredno stati tako zgodaj. A bo Ponč? A se spet treseš? Zmeraj. Sam je pa noro veliko ljudi, tako da je treba res mirkati. Noro veliko ljudi in noro veliko ljudi, ki hočejo ujeti dobre šote, tako da tudi dronov cel kup, jaz mislim, da sem ene 4, 5, 6 jih naštel, tako da tudi Bumbar je mogel hudičev dober paziti, kje je letu. Bromo je tale paglavc tukaj spodaj, ampak naj te lepota teh prizorov ne zavede. Vse to so še aktivni vulkani, kar pomeni, da lahko v katerem koli trenutku izbruhnejo. In tale dimček, ki se je pokadil na timelapsu in doda tisto češnjo na vrhu smetane. Res popestri timelapse, ampak v resnici na sami gori to izgleda precej drugače. Gledate prizore, ki jih je naključni hribolazec ujel v letu 2017 in lepo prikažejo, da z vulkani ni heca. Kar je najbolj presenetilo pri celotni stvari pa je dejstvo, da tukaj ni tistega tipičnega kraterja, ampak dotično vulkan Sumeru lahko izbruhne kar tako nekje iz tal pri vrhu. Oziroma, tu je krater pokrit z lastnim materialom in vse skupaj deluje kot pokrovka na vrhu lonca. Vendar je stvar lahko še veliko bolj dramatična. Sumeru je namreč najbolj aktivnih vulkanov na Javi in je nazadnje izbruhnil leta 2021 in to 2-krat. And the fears of another
eruption. Good morning, James. Yeah, good morning, Robin. This was an enormous eruption on Java Island in Indonesia. Mount Semeru sent hot ash and smoke thousands of feet up into the air, turning the sky black. Takrat so bile posledice kar hude, kot lahko vidite iz teh televizijskih prispevkov. Več tisoč ljudi se je evakuiralo, medtem ko je na njih padal vroč pepel. Istočasno so skušali uiti mešanici topljenega kamenja in lave, ki je pod seboj dobesedno požiral avte, hiše in naravo spremenil v pekel. In kakšno pokrajino tak vulkan po izbruhu pusti za seboj, to je res samo kot iz filma. Vsa našteta dejstva ti dajo dobro mero spoštovanja do vulkanov in mati narave. Za nameček pa prizore, ki so jih doživela le 24 ur kasneje na vulkanu Ižen, postavijo v res grozovit kontekst. Kaj piška? Tole je pa bolano, pač noro, lepo, ful dober, definitivno se je splačal vstati ob 2 zjutraj za tako lepo pokrajino in za tak lep sončen vzhod. Za sončnim vzhodom je bil čas, da se spustimo v dolino in se na vulkan Bromo tudi povzpnemo. V dolino so nas zopet odpeljali v četici z džipi. Po tistem spektakularnem razgledu so nas pa zelo odpeljali v tole dolino, kamor so vsi teli okoliški vulkani stekajo. Ina je čaka zelo v bistvu 1 uro pohod na Mount Bromo oziroma na vulkan Bromo. Bi pa še nekaj omenila, glede na to, da je v bistvu kar visoka nadmorska višina, elevacija, je kar malo težko dihati. Mislim, smo le skoraj na 3 urih in se poznano, sploh če je voren breg, je kar hudo. Ja, pa v bistvu, ko greš iz nič kar naenkrat na 3 urje, ja, se to, ja. Je kar hudo. Povzpela sva se na Mount Bromo oziroma na vulkan Bromo. V bistvu to ni najvišji vrh tega otoka, je pa en izmed najbolj turističnih. Sama pot od parkirišča do vrha, torej s pogledom na krater, nama ni vzela 1 ure, ampak samo pol ure, tako da ni toliko hudo. Že ko sva se vzpenjala na sam vulkan, sva slišala en tak močen bobnenje, ampak nisva bila čisto prepričana, kaj slišva. Zdaj, ko sva pa prišla na vrh, pa veva, ja, to so pač zvoki še aktivnega vulkana. Druga stvar, ki vam jo moram pa še povedati, je pa tale oltarček poleg mene. Ja, se pravi, domačini imajo neko to verovanje in pridejo darovati darove bogovom oziroma pač mečejo potem razna sadja in take stvari, cvetke v vulkan za dobro srečo. Ja, Badu, kakšen pa si? Malo sem prašen. Čisen malček. Da ne govorim, kakšen je ruzak. Čist malček prašen. V glavnem ne pričakovati, da boste odtlele prišli ful čisti. Ne. Da nam te slučajno rekli, da pretiravava, da je tukaj skozi ista hrana. V glavnem tudi za zajtrk boste jedli pečen riž ali pa pečene nudle. Evo, gledajte tole za mano. To je ta izbira. Pa še jajčka imaš in to je to. Pač čisto isto, ki sva jedla en dan prej. Mava zdaj tudi za zajtrk. Najini prevoze se iz trenutka v trenutek, iz trenutka v trenutek izboljšujejo. V glavnem, zdaj smo zapustili Bromo in gremo proti Kava Ižen, se pravi vulkanu oziroma na tisto območje. Do tja imamo kar 6 ur vožnje in poglejte, kako se mi vozimo. Se pravi, takole prtlago imamo vse v naročjih, takolele v najstarejšem možnem busu, minibusu, ki bo kar razpadel. Placa za te pač ta velike gruzake oziroma kovčke sploh ni bilo, so 5krat preložili, tako da nam zdaj kar čez visijo. Prej smo skoraj motilnik polumili, ker pač itak ni privezan in njemu podletel zadnji, tako da so zdaj moj ruzak nekam zabasali, da vsaj približen stoji, da ne bo kjer ga ubil. V glavnem, toliko udobno tako placa imava, ful veliko, pa tudi to, se pravi, sediva čisto od spredi se naju dal. In pač, kakšen pa za prvezat, tudi tukaj ne poznajo. Ne rabiš, zakaj bi to imel? Pa skozi rdečo gremo. Evo, to je to.
Ja, zdaj smo se skoraj zaleteli, klasika indonezijska. Upam, da preživa teh 6 ur, pa se vidimo na vulkanu. Vožnja je bila res kar divja, se je pa zato vsaj narava spreminjala v vedno bolj tropsko idilo. Vse bolj zeleno, vse več palm in na neki točki smo se celo začeli voziti mimo nasadov kave. Vstopili smo v nacionalni park Ižen. Kaj boš povedal? Tale naš voznik je pa čist lud. Zdaj v glavnem malo krvi, pa pač malo je na telefonu, vmes tudi rdeče skozi, klele v bistvu kar medovinki, briga ga, čist noro. Tako da Ponč, dobrodošel v Aziji. 5 ur kasneje, novo prenočišče, na prvo žogo zelo v redu, na drugo žogo vam pa zelo pokaževa. Kot prvo imamo ful oknov, pa to tako, nič se ne da zaprt. Tako da, komarji, welcome home! In je cel trop komarjev tukaj noter. In pa najboljša stvar je pa WC. Tako se je WC drugače kar v redu, ampak pa za vodo potegniti, imaš pa tamle uno kambrco, pa malo pač vode noter zliješ. S tem, da tudi tlele imamo odprte prehode za komarje, ne? Bi bilo pa res tako grdo, ne? Da jim ne pustimo živeti tam, ko oni živijo. Dobro, da smo sam 7 ur kle, res. A lahko nekaj mi prosim razloži, kaj jaz ne razumem. V glavnem tale kopalnica, pač ok, imaš WC, pa imaš to pipco za ricumit, pa imaš tale čebrček za WC splakvat, ampak ni pač nobenega lijaka. In kje si ne jaz zobe umivam, a to si kar pod tušem zobe umivam, pa kva, sem odpluvam, malo WC pluvam. Kam hudiča pluvaš? Če kdo ve, ne napiše spodaj v komentar, ker mi da so čist zbegana. Ampak najhuje pa to je, da naj jo bojo komarji čist pojedli. Ko mi čakava, da prideva na Bali. Šla sva v eno lokalno trgovinco, čist lokalno, sredene mičkene vasice. Hello! A pa kabar? Bye! Alhamdulillah. In zdaj naj je tam ena delavka kar povabila k sebi domov. Pa sva rekla, ja nič, pa pojdva. How old are you? I am 25. This is my child. What's her name? Her. Her name? Yes. What? Ellen. This name is Ellen. Ellen. Yes. Ellen. Nice name. Tole je bila pa ena nora izkušnja zdajle, a ne Ponč? Ja. Smo pa se malo sedeli dol, se pogovarjali, se pa se v bistvu zvedela, kva hoče. Ona je kot neka učiteljica angleščine in je rekla, da nima ful veliko priložnosti v bistvu vadati angleščino, čeprav v bistvu poučuje, tako da vsakega turista pa je tako malo izkoristi, pa da malo pokramlja z njim, pa da malo povadi. Ampak so pa res noro prijazen, mislim. Ful so naju tudi veseli kle v vasički, vsi naju pozdravljajo na veliko. No, hrano smo pa tudi dobila, evo malo vodo, pa spet sladkarije za zajtrk, pa čips bo za zajtrk. Prav, ne, zdaj gremo pa kar v hotel, hitro se še tuširati po celem dnevu, jutri pa že na Kawa Ižen. Ampak, a veš, kva je najboljše? A veš, kva je najboljše v tem prenočišču? Tole leko v zadju, tale muskica lepo ropota. Ena in ista, že ene 10-krat, ful na glas, pa še luči nama svetijo direkt v sobo, tako da tudi kava ugasnila luči, praktično spiva po dnevu. Najbolje je pa to, da morava vstati ob polnoči. Juhu! Ja, se pravi, čakaj, to je pa čez 5 ur. no, super, čez 5 ur. Lahko noč. Dobro jutro, punčki pa sončki. Evo, midva sva že zapustila najno rajsko prenočišče in se veste, v Indoneziji morajo biti brutalne ure, tako da ostala sva v polnoči, ob enih pa smo se že odpravili z našim kombijom pod vzpetino vulkana Kawa Ižen. Zdaj nas v bistvu čaka 2-urni pohod
do gor, do vrha in bo kar 45% klanc, tako da bo noro. Dobili pa smo tudi telele gas maske, se pravi plinske maske. Tekom celotne tele ekskurzije na Kava Ižen ne vem, koliko bova lahko glih kaj govorila. Prvič zaradi mask, drugič pa zaradi tega, ker je polno žvepla in je težko dihati, tako da če ne bova vse razložila, bo pa kakšen voice-over dala, tako da samo malo potrpljenja, prosim, okej? Ekskurzija je sestavljena iz 3 delov. Najprej se povzpneš na sam vulkan, da dosežeš obroč kraterja. Hodiš po čisti temi, zelo navkreber, tako da je res dobra 2-urna rekreacija. Seveda se ekskurzija konča z ogledom sončnega vzhoda, ampak predtem pride bistvo izleta, in sicer drugi del ekskurzije. Tale klanc je pa ful naporen. V glavnem, razlog, zakaj smo štartali sred noči, je prav poseben. In sicer pogledati si gremo moder ogenj oziroma blue flame, kot mu pravijo tukaj. In v bistvu ta ogenj je viden samo po noč. Po vzponu na rob kraterja sledi ogled električno modrega ognja, za kar se moramo spustiti v sam krater vulkana Ižen. Pot je zopet zelo strma, za nameček pa še delno spolzka. Kamnita, brez neke prave poti, čez drm in strm, tako da je tudi sam spust v krater kar zahteven. Kar spust naredi še toliko težji, pa je strupen žveplen dim, ki uhaja iz kraterja tega aktivnega vulkana. Vonj po žveplu je neznosen, tako da evo, zdaj gre pa zares in dajemo gor maske. Naleteli smo na ogromen oblak dima in smo se morali ustaviti, saj v oblaku ne vidiš niti pol metra pred seboj in s tem bi tvegali neželene zvine in druge poškodbe. Poleg tega pa je dihanje, kljub dihalni maski, izredno težko in te sili na kašelj. To je pa noro. Pač toliko smrdi ta žveplo nam piha v obraz, ker solzne oči imam delavci. Ne moraš več držati. Delavci pa nosijo žveplo brez mask, tako da, noro, noro. Tole je noro, sploh dihati ne moreš. Tok mi gre na jok od tega strupenega žvepla, pa to diši po jajcih. Žveplen plin, ki uhaja iz tal, okoliški prebivalci izkoriščajo v svoj prid, saj predstavlja idealno priložnost za pridobivanje žvepla v trdem agregatnem stanju. Plin iz globin ujamejo in zaprejo v cevi, katere vodijo plin na primerno mesto na površju, namenjeno rudarjenju. Ko ta ogromna količina koncentriranega plina pride v stik z mrzlim zrakom, se kondenzira in utekočini. Tekoče žveplo tako kaplja na površino skal, kjer se še dodatno ohladi, strdi in čez čas preraste v ogromne bloke čiste žveplene rude, ki se jo da izkopati. Žveplo kot tako se uporablja v različnih panogah, v največji meri pa v prehranski industriji za beljanje sladkorja ter v kozmetični in farmacevtski industriji. Počasi smo se bližali našemu cilju, zloglasnemu modremu ognju. Gre za naravni pojav samoužiga žveplenega plina, ki ob izgorevanju oddaja značilno modro-vijolično barvo. Sem se pa na tej točki resno vprašal, ali je bilo vse skupaj vredno. Moder ogenj je namreč v osrčju žveplenega plina, kar pomeni, da si večino časa ujet v oblaku strupa, ki ti solzi oči, draži sluznice, smrkaš in kar je najslabše, kljub maski dobesedno izkašljuješ lastna pljuča. In tu se odvija vprašanje iz začetka videa o najtežjem delu. Tu se začne zgodba o rudarjih žveplenega rudnika Kava Ižen. Dotično izkopališče je zadnji rudnik žvepla na svetu, kjer se še vedno pridobiva rudo ročno, brez mehanizacije. Kramp ali lomilka, dleto in košare. To je to. Licenco za izkopavanje nosi rudarsko podjetje, ki pa rudarjev ne zaposluje kot lastne delavce, namreč kot freelancerje oziroma lastno zaposlene, SP po naše. Posledično ne nosijo odgovornosti za njihovo zaščito.
Ker rudarji izhajajo iz revnih družin, jih večina nima denarja, da bi si privoščila zaščitno opremo, kot so plinske maske, očala ali rokavice. Nekateri celo hodijo bosi ali zgolj v japankah. Za zaščito uporabljajo rutke ali namočene robce, ki baje pomagajo. Ampak verjemite, da če plin pride skozi dihalno masko, potem tisto blago ne služi ničemur. Da večina rudarjev ne dočaka svojega 50. leta, tako niti ni presenetljivo, glede na to, da brez zaščitne opreme delajo v enem najbolj nevarnih okolij na svetu. Vsak dan kopljajo zraven največjega kislega jezera na svetu, ki je tako jedek, da lahko topi tudi kovino. O nevarnostih plina sploh ne bova izgubljala besed. Lahko pa poveva podatek, da tretjina delavcev vsak mesec boli za eno izmed respiratornih bolezni. Prihaja do požganih kož zaradi stika s tekočim žveplom ali kislim jezerom, ker nimajo zaščitne opreme in večina jih tekom življenja razvija deformacije v hrbtenici in nogah zaradi nošenja težkih bremen. Kako težkih bremen? Košara, v kateri nosijo žvepleno rudo, je povprečno napolnjena s 50 do 70 kg. Kot da sama strma pot iz kraterja ni dovolj težavna. In kot da te ne ovira konstanten dih jemajoč stropen dim. Ne. Dajmo zraven še 70 kg težko utež in to isto pot opravimo nekje 3-krat na dan. Kalau saya itu maksimal itu 100. Maksimal itu sudah 120, minimal ya 110, 115. En posnetek za predstavo te surove moči, ki jo premorejo ti ljudje v primerjavi z nami povprečneži. Keep us strong. He's gonna do it. I'm strong. Yes. Look at this. Up. Oh, I see. Pod takim naporom skozi leta ne čutijo več svojih ključnic, saj pride do brazgotin in popolne okvare živcev oziroma odmrtja živčnih celic na tem predelu telesa. Da ne omenjamo dejstva, da je to le pot iz in v krater. Potem je vso nabrano rudo dneva potrebno spraviti še v dolino. Postavi se vprašanje, zakaj to sploh delajo. Ali ne obstaja drugo delo, ki ne bi ogrožali njihovega zdravja in življenja? Odgovor je nekoliko kompleksen. V najbližjih večjih mestih služb z nekim normalnim zaslužkom skoraj da ni oziroma jih je težko dobiti. Vedno obstaja možnost dela na podeželju, na plantažah in riževih poljih, ampak za zelo bor zaslužek. In krog sklenemo pri rodarjenju. Delavec na podeželju povprečno v kmetijstvu zasluži okrog 75 evrov na mesec. Rodarji žvepla to isto vsoto lahko zaslužijo le v nekaj dneh. Plačuje se glede na količino žvepla, ki ga dostavijo v dolino, približno 9 centov na kilo. Pri 2 do 3 pohodih iz kraterja to nanese med 10 do 20 evrov na dan, kar je vrhunsko plačilo za ta del Indonezije, ampak sramotno za nevarno in težko delo, ki ga opravljajo. Za nameček pa služijo še dodaten denar s tem, ko na vrh gore prevažajo lene turiste. Ob takih prizorih se ti kar zagravža. Guys, I gave in. I feel so weak, but I couldn't do it. I thought I was fit and strong, but... Ampak njim to otehta. S tem denarjem lahko svoji družini privoščijo stvari, ki jih ostalo prebivalstvo lahko le sanja. Šolanje, zdravstvo, boljše življenjske pogoje. Vulkan Ižen je tako simbol tega, kako rudarji skrbijo za življenje svoje družine, medtem ko njihovo počasi ugaša. Ravno kar smo se povzpeli iz kraterja, kjer je izkopališče žvepla, sem na vrh, na rob kraterja. In to pa mora komentirati, ker to je pa neživljenjsko, brutalno, sploh se ne da opisati, dokler tega res ne doživiš. Najprej, da pokomentiram malo celo pot oziroma tole ekskurzijo na Kawa Ijen. Definitivno ni za vsakega, je zelo naporna, tako fizično kot pač tudi psihično, če hočete. Prva stvar, vzpon v bistvu na goro še niti ni toliko problematičen. Potem v bistvu spust
v krater in predvsem potem vzpon iz kraterja nazaj gor, te pa ubije. Zaradi tega, ker je ta smog, ta dim je toliko močen, da enostavno ti zabaše vse, grl, nos, začneš jokati, kašljaš, kot da vžglih kar pljuča vam vrgu, v glavnem izjemno naporno in tudi nekako za malo mlajše otroke, saj midva osebno tega ne bi priporočala. Čeprav smo imeli maske, ko pride val dima, to glih tako potegneš noter in je sam peče, no, in je ni druge besede, kot grozen. Še ena stvar, ki sva jo ugotovila šele v sledečih dneh. Ta dim ti nekoliko ostane v pljučih. Čeprav sva bila že na Baliju, sva še 3 dni pokašljevala in imela vonj in okus žvepla v sebi. Očitno sva res potrebovala nekaj dni, da sva se ga popolnoma otresla in prepucala pljuča. Drugače pa celotna izkušnja je pa res tako učiti odpre in dobiš neverjetno enega spoštovanja v bistvu do teh delavcev, ki delajo tle. Ki v bistvu poleg tega, da vsak dan vdihavajo ta dim, morajo nositi še ne vem kakšne bremena za tisto mizerno plačo in to je pa res, mislim, samo kapo dol, pravi Superman. Drugače pa celotna izkušnja, no, da se nam kdo glih toliko ustrašil, je pa drugače izreden fajn. Pač kakor vidite, lepa narava, odlično doživetje in konec koncev nekaj, kar moraš doživeti, da malenkost bolj cena stvari, ki jih imaš v svojem vsakodnevju. Ura je 8 zjutraj, mi smo praktično zaključili za danes, zdaj nas čaka samo še vožnja do Balija. In ko smo prišli do, se pravi, Uspetine, nazaj v Vznožja, ja. Smo dobili zajtrk, tak zelo fancy, jajček, mrzu in nek, ne vem, Kruh. kvazi sendvič, kruh. To je to. Tako da, dober tek. Vlog po vulkanih Indonezije se počasi približuje koncu. Midva res upava, da sva vam uspela približati še neko drugo stran plati Indonezije, torej s čim se ukvarja lokalno prebivalstvo. Ampak variante Indonezije še ni konc in ne bova vas pustila ravnodušne, ker z naslednjim vlogom se odpravljava na rajski Bali. Tako da, če ti je bil ta video všeč, tudi majčkan drugačno scenarij, daj, pusti kakšen like spodaj, kaj komentiraj, povej, kako se ti zdi, a bi šel sem pogledat, da bi šel vohat ta dim, samo zato, da vidiš Blue Flame, pa da vidiš, kaj ljudje počnejo tukaj. Ne se pozabiti naročiti na najin kanal, je zastonj, pa čist nič ne grize in tako ne boš zamudil nove dogodivščine po Baliju. Zdaj pa se vidimo naslednjič. Čau, čau. Čau, čau, oziroma sampai jumpa. Sampai jumpa.